Morda v javnosti še vedno obstaja dvom, zakaj ne bi bilo cepljenja proti HPV tako smiselno tudi za dečke, ne le za deklice. Pa vendar, po strokovni plati so te stvari zelo jasne. Ta korak pomaga preprečevati prenekatero hudo bolezen, prenekatero težko izkušnjo kasneje v življenju. Vi ste študent medicine in za to vrstno zaščito ste se odločili tudi sami. Zakaj? Torej, mi smo v Sloveniji zelo dobri, da smo v javnost vnesli neko osveščenost, da je HPV povezan z obolenji pri ženskah, še posebej z rakom materničnega vratu. Nekoliko nam pa še manjka pri doseganju osveščenosti, da je HPV virus, ki ne izbira med spoloma, ampak povzroča recimo pri moških tudi rak penisa, rak ustnega dela žrela in rak zadnjika. To so rakava obolenja, pri čemer pa tudi povzroča nekatera benigna obolenja, recimo genitalne bradavice, ki so strašno neprijetne, in recimo en izmed ogrožajočih zapletov teh benignih tvorb je tudi ponavljajoča se papilomatoza dihalnih poti. Torej, iz tega sledi, ker nekatere izmed teh rakov povzroča virus HPV, je možno z samim cepljenjem preprečiti, da same okužbe s HPV-om pride in tako se posledično ne razvije tudi rakavo obolenje oziroma benigno obolenje v primeru bradavic. In to je bil tudi moja glavna motivacija, zakaj sem se cepil. Da preprečim pri samem sebi in zaščitim sebe pred temi omenjenimi obolenji, sočasno pa zaradi svoje zaščite zmanjšam prenos virusa na osebe okoli mene. In to me je gnalo in zato bi vsem staršem, ki se odločajo zdaj za cepljenje dečkov, v mojem imenu svetoval, da jih cepijo, ko bo le to mogoče. In kakšna so vaša predvidevanja, vaša pričakovanja glede uspešnosti tovrstnega cepljenja, glede dobre ozaveščenosti? Pri deklicah so dosežki vsaj ponekod, po nekaterih regijah v Sloveniji že zelo dobri. Kaj menite, da se bo dogajalo v prihodnjih letih? Na začetku bomo kot vsako stvar začeli nekoliko počasi, da ljudje dobijo to osveščenost in dobijo vse potrebne informacije za razumevanje, da HPV povzroča bolezen in da imamo učinkovito metodo, s katerim preprečimo te bolezni. Zato pričakujem, da recimo v prvem letu ob uvedbi tega cepljenja za dečke bo precepljenost nekoliko nižja, ampak bo potem slej ko prej dobila nek učinkovit zagon, da se približamo neki ustrezni številki, ne vem, za začetek bi rekel, ne vem, okrog 30%, pa tam do 50% in potem, ne vem, da se okrog 50-60% ustali. To je sicer moje mnenje, kaj se bo pa dejansko zgodilo, to bo pa samo čas pokazal.